Pozdravljeni v junijski oddaji Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Šolsko leto se počasi približuje h koncu. Za dijake 1., 2. in 3. letnika je to čas skorajšnjih zasluženih počitnic. Dijaki 4. letnika pa malo drugače gledajo na ta konec. Čaka jih namreč matura. Od gimnazije so se poslovili na svoj vrsten, že tradicionalni način. Odplesali so maturantsko povorko in predali ključ. Na dan mladosti v petek 25. maja 2012 je še drugi del Slovenije letošnjih maturantov zaplesal tradicionalno maturantsko četvorko. Po ulicah mest je bilo moč slišati fučkanje, na glavnih trgih po mestih pa so zaplesali maturantsko četvorko. Dijaki 4. letnikov so zaključili s svojim 4-letnim šolanjem. Prav tako so zafučkali in zaplesali naši dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Najprej so se radoživo sprehodili po šoli, zatem pa so se sprehodili od šole do glavnega trga. Na poti so se dijaki ustavili tudi pred spomenikom Franca Miklošiča pri cerkvi in simbolično položili cvetje. Nato pa so na trgu zaplesali četvorko ter proslavili še s petjem in nazdravili s kozarcem ali dvema. Letošnja povorka, ne najdem besed. Tako super! Super, najboljša. Danes se počutimo super, uživamo celi dan, mlajše letnike spravljamo ob živce, pa tako, v redu je, no. Ja, fejst je fajn, tako vsako leto, fajn se imamo, dobro vzdušje je, kako vidite, tako, ja. Pridružili so se jim tudi njihovi razredniki. Jaz se počutim tako mešano, srečen zato, ker so moji dijaki končno maturanti, malo žalesten pa zato, ker grejo v šole. Sedaj dijake do konca loči le še matura, pri kateri jim želimo veliko uspeha. Značilno za ta dan pa je tudi predaja ključa 4. letnikov, leto mlajši generaciji 3. letnikov. To leto je imel v lasti ključ šole 4. V razred. Lastnik ključa je za naš razred bilo izjemno pomembno. Bili smo zelo ponosni na vse vaje, ki smo jih lani naredili. Mogoče se eni celo ne zavedajo, kaj pomeni biti lastnik ključa in varovati to šolo. Zato prosim vse naslednje generacije, da so pri predaji ključa oziroma pri tekmovanju za ključ bolj požrtvovalni, bolj potrpežljivi in nas je zanje naj zmaga vedno boljši. Za predajo je pripravil razne izzive in igre, namenjene 3. letnikom, kateri so morali te izzive in igre skupnimi močmi premagati, da so lahko prevzeli ključ. Med drugim so fantje za ključ brez majice tekli v trgovino po čokolado, eni zares, drugi so si vzeli čas in jo po poti kar pojedli. Zasluženi ključ si je pridobil 3. VA razred, kateri se je odrezal najbolje in bo ključ čuval naslednje leto. Pej se je bilo težko, mučeno bežati ta po nazaj, pa te še smetano je se.
Tudi letos smo sodelovali na Dialekti, festivalu narečne književnosti. Tretji festival slovenske narečne književnosti je široko zasnovan kulturni projekt, ki je potekal v Murski Soboti 17., 18. in 19. maja. Festival je letos potekal v sklopu projekta Evropska prestolnica kulture 2012 Maribor. V četrtek 17. maja so ustvarjalci nastopili na pomurskih osnovnih in srednjih šolah, in sicer na osnovnih šolah Križevci pri Ljutomeru, Tišina, Grad, Puconci in na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. Ljutomerski dijaki smo letošnjo Dialekto pripravili kar v Domu kulture Ljutomer, kjer smo gostili uveljavljenega pisatelja Lenarda Zajca, ki svojo literaturo vnaša tudi prvine slenga, žargona, posega pa tudi po zelo aktualni tematiki za mlade. Simono Kupinšek, pesnico, pisateljico in umetniško razlagalko literature, ter Tadeja Vesanjaka, znanega prleškega kantavtorja. Ljutomerski dijaki smo ob tej priložnosti pripravili tudi izredno bogat kulturni program. Nastopila je skupina šolskega plesnega festivala GFML, katere mentorica je Svetlana Krstič. Nastopili so tudi rap pevec v Prekmurčini Kristjan Kuhar, kvintet dečkov ter šolski ansambel Acoustic Art. Naši glasbeniki in pevci so prikazali naštete socialno izvrstne možnosti bogate slovenščine. Za zvok in glasbo na tej kulturni prireditvi pa je poskrbel profesor glasbe Borut Slavic. Dialekta nam mladim ponuja možnost, da se na lasten način izražamo v barvitem narečju in obenem spoznavamo lepote narečij. Dijaki smo skozi prireditev lahko spoznali, da v Pomurju slovenščina še kako živa in da se lahko uporabi ne samo v literaturi, ampak v različne namene. Dialekt organizira podjetje za promocijo kulture Franc iz Murske Sobote, ki ga vodita Franc Just in Feri Lajnšček. Na Ljutomerski gimnaziji pa projekt vodi Irena Štuhec. V torek 15. maja smo bili deležni posebnega obiska. V sklopu obiska Dalajlame, tibetanskega duhovnega vodje, so nas svojo prisotnostjo počastili tibetanski menihi. Njihovo vsakdanje življenje in delo nam je opisal dr. Potočnik, ki je tudi sam že obiskal Tibet, ki je za mnoge še danes prikazan kot del Kitajske, sami pa temu odločno nasprotujejo. Oni so samo ljudje. Oni so sicer budistični menihi, ki se držijo tistih strogih zapovedi budističnega nauka, recimo, da pač živijo v celibatu, da niso poročeni, da ne pijejo alkohola, ampak vse radosti življenja druge pa z neko srednjo zlato potjo, ne pretiravati. To je tudi sporočilo. Menihi sami pa so nam prikazali grleno petje in nas povsem prevzeli. Zdaj se vračamo v Maribor. Potekajo v Mariboru dnevi tibetanske kulture in vsak dan je program od jutra do večera s predavanji, z delavnicami. Tako da zdaj se vrnemo v Maribor in oni nadaljujejo z izdelavo mandale. Predstavili so tudi njihov poglavitni cilj, ki je predvsem širjenje miru in nenasilja. Prav to pa je vredno globokega spoštovanja do Dalajlame in vseh tibetanskih menihov. Gimnazija Franca Miklošiča je ena izmed 9 šol v Sloveniji, ki so pridobile dovoljenje za izvajanje izpitov za mednarodni certifikat nemška jezikovna diploma oziroma Deutsche Sprachdiplom. Poleg priprav na šoli, ki jih vodi nemška programska učiteljica profesorica Anke Šolc, ob timskem poučevanju s profesoricama Gito Fras in Lilijano Kosič se dijaki vsako leto udeležijo intenzivnih priprav na jezikovnem taboru v avstrijski Lipnici, kjer v prijetnem, avtentičnem okolju mladinskega centra Jufa na delavnicah preizkusijo potek izpita in utrjujejo izpitne vsebine. Letos so tam preživeli 3 intenzivne dni dijaki 3. letnikov, ki se pripravljajo na nemško jezikovno diplomo. In kaj o DSD taboru pravijo dijaki? Moji občutki in predvsem spomini so odlični, zelo priporočam tabor, imeli smo se super, veliko smo se naučili, imeli smo se res fajn, veliko smo delali, poleg tega pa smo tudi imeli veliko prostega časa, spletle so se nove prijateljske vezi
in bilo je odlično. Na DSD taboru to je še ena dodatna izkušnja za življenje, na kateri se naučiš veliko koristnega za naprej. Torej, utrdili smo svoje znanje v nemščini, spoznali tudi nove prijatelje. Čeprav nam je vreme malo nagajalo, smo se tudi v prostem času, ki smo ga imeli kar precej, znali lepo pozabavati. Drugače pa priporočam tabor vsem in tudi vse, ki jih veseli nemščina in želijo narediti DSD diplomo. Prireditev Šport Špas naj bi pomagala ohranjati medgeneracijsko sodelovanje. Medgeneracijsko sodelovanje in medsebojna pomoč postajata v sodobnem času vedno bolj pomemben dejavnik v življenju slehernega posameznika. Zavedati se moramo, da je vsak posameznik pomemben in edinstven v svoji enkratnosti. Vsaka generacija, mlajša, srednja ali starejša, potrebuje pomoč in sodelovanje druge generacije v takšni ali drugačni obliki. V medsebojnih odnosih nas mora voditi spoštovanje do drugega. V tem smislu je bil tudi organiziran Šport Špas v Moravskih Toplicah. Prireditev je potekala 12. maja. Dijaki Gimnazije Franca Miklošiča iz Ljutomera smo prisostvovali na prireditvi z glasbenimi točkami na kulturnem programu, ki ga je začela s pozdravnim govorom ravnateljica vrtcev občine Moravske Toplice Simona Kavčič. Po uvodnem nagovoru so nastopili otroci vrtca občine Moravske Toplice s himno, predstavili so se tudi učenci Dož Prosenjakovci z folklorno točko. Sledil je naš kulturni program. Predstavili smo se s kitarskim duetom v zasedbi dijaka 3. VB in profesorja Daniela Berdena s skladbo Pomladni venček. V skladbi so bile znane ljudske in otroške pesmi, ki so jih otroci poznali, zato so med samim izvajanjem zapeli z nami. Sledila je še glasbena dramatizacija pesmice Veverica. Po kulturnem programu je sledilo ogrevanje za pohod na otroško glasbo. Pohod je potekal skozi gozd, tako da nam je bilo prijetno ob vročini dneva. Po pohodu smo dijaki izvedli delavnico izdelovanja žabic iz papirja. Delavnice se je udeležilo malo otrok, zato smo vnaprej pripravljene žabice otrokom razdelili in se z njimi igrali. Popoldan smo preživeli v športnem duhu, pa še vreme nam je bilo naklonjeno. Dijaki GFML, ki smo si svojim požrtvovalnim in ustvarjalnim prizadevanjem zaslužili izjemno nagrado šole, smo se 28. aprila odpravili na zasluženi izlet v Gardaland. Ekskurzija je bila nekaterim nagrada za prvo mesto na kulturnem maratonu, spet drugi so se odpravili v Italijo, ker so sodelovali na fotografskem ali kakšnem drugem natečaju. Takoj po prihodu se nas je večina odpravila na glavne atrakcije, kot so Blue Tornado, Magic Mountain, Sequoia Adventure in Raptor, saj ob relativno zgodnjih urah še ni bilo pretiranih čakalnih vrst. Večini so se verjetno najbolj spominjali tisni Blue Tornado, Raptor in podobne naprave, saj zaradi številnih loopingov in visoke hitrosti ponujajo najznamenljivejšo izkušnjo. Količina adrenalina v telesu pa še toliko bolj naraste, če se odločiš sesti v prvo vrsto in po počasnem začetnem vzponu na vrh dobrih 30 metrov pod sabo vidiš le cesto, proti kateri v naslednjem trenutku letiš že z 90 km/h. K visoki stopnji adrenalina v telesu pa še prispevajo jekleni drogi in umetna drevesa, ki ti dajo občutek, da lahko vsak hip izgubiš katero izmed spodnjih okočnin. Zaradi vročine, kasneje tudi polnih trebuhov in malce daljših čakalnih vrst, smo se nekateri pozneje odločili za nekoliko lažje dejavnosti, ki vključujejo vodo, ali pa smo preprosto poskušali užiti trenutek brez skrbnosti v kaki senci. Zvečer, za nas seveda veliko prehitro, smo odrinili proti domu. Zabava pa se za nas še zdaleč ni končala, saj smo si vožnjo popestrili s petjem in zvoki harmonike. Tako se je na lep način končal še en izlet, ki pa je predvsem 4. B-letniku pustil tudi nekoliko grenak priokus, saj so se vsi dobro zavedali, da je žal zadnji, ki so ga doživeli skupaj kot razred. Zadnja naloga, ki smo jo izvajali pri izbirnem predmetu likovno snovanje, je bila oblikovanje človeške figure iz žice. Ob tem smo si ogledali dela švicarskega avtorja in s francosko govorečega dela Švice Alberta Giacomettija, ki je v svoje razpotegnjene figure, spominjajoče na silhuete senc, vnaša vedno tudi precej giba. To je bila tudi naša naloga, ki smo se je lotili in izvedli v dvojicah.
Profesorica Tanja Trajbarič-Lopert je ob slučajnem obisku kulturnega doma opazila, da bi se razstava akademskega slikarja Braneta Širca slogovno in oblikovno zelo ujemala z nalogo, ki smo jo dobili dijaki. Dogovorila se za skupno postavitev, katere otvoritev je bila v četrtek 17. maja. V uvod samega ogleda pa nas je peljala skupina Cash and Cars, v kateri sodeluje naš dijak Mihael Pojbič, z recitacijami pa so nas razveselila Timotej Jagodič in Nastja Kos-Rantaša. Vsi udeleženci so se strinjali, da je bila postavitev posrečena in si želijo še več takega sodelovanja z galerijo. Frankofoni iz tretjih letnikov smo se 29. maja udeležili frankofonskega večera v Mariboru, kjer smo nastopali z recitacijami francoskih pesmi. Za spodbudo pa so nas spremljale dijakinje drugih letnikov ter profesorica Lidija Kos-Ulčar. Ta mesec smo v sklopu projekta Znanost ima mlade imeli gostjo. To je bila doktorica Maja Smodiš-Škerl, ki nam je predstavila čebelarstvo. 10. maja nas je obiskala doktorica Maja Ivana Smodiš-Škerl, danes znanstvenica, nekoč seveda dijakinja gimnazije Franca Miklošiča v Ljutomeru. Že v času dodiplomskega študija na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani se je seznanjala s čebelarstvom in raziskovalnim delom na Inštitutu za zdravstveno varstvo divjadi, rib in čebel Veterinarske fakultete. Nato se je zaposlila na Kmetijskem inštitutu Slovenije na oddelku za živinorejo in se vključila v raziskovalno in strokovno delo na področju čebelarstva. V letu 2006 pa se je vpisala na enoviti doktorski študij agronomija na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede. Njena bibliografija obsega 52 enot. Je avtorica ali soavtorica 7 znanstvenih člankov, 7 prispevkov na znanstvenih konferencah, soavtorica strokovne monografije in številnih strokovnih člankov ter drugih objav. Sedaj nadaljuje raziskovalno delo s sodelovanjem pri različnih znanstveno-raziskovalnih projektih, pri pisanju člankov ter se aktivno udeležuje mednarodnih znanstvenih konferenc. V sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije predava čebelarjem po Sloveniji, predvsem o biologiji čebelje družine. Čebelarjenje kot tako, moram reči, je zelo tako lepo delo, no? lepa dejavnost, če si jo vzameš kot hobi, ne? Ker te pomirja. Ne? V bistvu takrat čas kar neha obstajati. Ne? Greš k čebelam, one lepo svoje delo opravljajo, jih opazuješ, mirne so, ti si pomirjen, ko v bistvu začneš dihati z njimi. In seveda, če se ti ne mudi, ne? Če si vzameš čas za ta hobi, potem je to res lepa dejavnost. Ne? Je pa zahteva seveda določen čas in tudi nekaj denarja na začetku, nekaj vložka, ampak potem je trud poplačan, ne? Ker te obdarijo z medom, v bistvu si sladko poplačan, ne? Na koncu s sladkim. V zadnjih letih predvsem se dela na tem, ja, da bi čim več mladih postalo čebelarjev, da bi se tudi krožki so po osnovnih šolah, ogromno se v bistvu vlaga tudi truda v osveščanje, ne, vrtce, osnovne šole. Predvsej se dela na tem, no, da bi kar, ne samo da postaneš čebelar, ampak da se zaveš, ne, da so čebele v tvoji okolici, da je treba pač tudi paziti na njih, ne. Jaz bi priporočala seveda vsakemu, ki si zaželi kakšno tako dejavnost, če ima voljo, željo, seveda najprej priporočam, da se izobrazi, da čim več izve o tej čebelji družini v življenju. Najprej to, ne, potem pa seveda, če ima možnost, kam postaviti te družine, da si izbere kakšnega mentorja, čebelarja, ki ima že izkušnje, da ga vpelje, da lažje potem prične s čebelarjenjem tudi sam, ne. Tako da mislim, da je to zelo lepa dejavnost, samo z glavo je treba začeti. 14. oddajo smo s tem pripeljali do konca. Vsem vam maturantom pa želimo predvsem veliko znanja, sreče in da bi se v prihodnje uspešno soočili z izzivi, ki vam bo jih ponudilo življenje.